Mi pa nadaljujemo s posnetkom pogovora z magistrico Tanjo Dular, vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Govorili sva o tehničnih pripomočkih, ki jih ministrstvo subvencionira v višini 85% ali v celoti gluhim in naglušnim, z najmanj 80% izgubo sluha po Fowlerju ter gluhoslepim. Celoten seznam tehničnih pripomočkov imate na voljo za ogled na spletu. Obsega različne pripomočke, ki jih gluhi in naglušni potrebujejo za premostitev komunikacijskih ovir in za omogočanje varnega ter samostojnega življenja. Torej, gospa Dular, lepo pozdravljeni. Povejte mi, prosim, kaj mora vsebovati vloga za tehnični pripomoček in kam jo človek odda? Najprej vsem, tudi z moje strani, en res lep pozdrav. Že dolgo se nismo pogovarjali o tehničnih pripomočkih, tako da je lepo, da imamo danes priliko ponovno že spet malo obuditi svoje znanje oziroma podatke. Vloga za tehnični pripomoček se odda na upravni enoti. To se pravi na tisti upravni enoti, pri kateri pač je, bom rekla, uporabnik stalno biva, in na tej upravni enoti se tudi odda vloga. Vloge so tudi na spletni strani, pač na spletu lahko odtipkate samo vloga za uveljavitev tehničnega pripomočka in seveda boste dobili tudi en obrazec vloge. Ni pa nujno, da to vlogo podate na samem obrazcu. Kaj rabite v vlogi? Vaše ime, priimek, EMŠO, naslov stalnega bivališča, naziv pripomočka, ki ga želite uveljaviti, potem seveda izvid otorinolaringologa, ali potem navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo slučajno prejemate. To bomo povedali kasneje, zakaj je to pomembno, se pravi zaradi financiranja. Potem pa še datum, podpis, pa posebna dokazila, če je tako predvideno z listo tehničnih pripomočkov. Pa me zanima, gospod Dular, ali ta postopek ponoviš vsakič znova, ko oddajaš, torej ko želiš nov tehnični pripomoček, je ta postopek vedno isti? Ja, ta postopek je vedno isti, zaradi tega, ker vsak, bom rekla, tehnični pripomočki imajo pač rok trajanja, to se pravi, je določen rok, v kolikem času lahko ponovno zaprosite. Lahko zaprosite, ne vem, danes rabite računalnik, zaprosite za računalnik, čez eno leto rabite elektronsko varuško. In seveda, ko boste uveljavljali elektronsko varuško, boste morali ponoviti postopek, se pravi dati novo vlogo, ker upravne enote smatrajo to kot nov postopek uveljavljanja tehničnega pripomočka. Koliko časa pa traja, da dobiš odločbo oziroma kdaj dobiš vrednotnico? Koliko časa traja, glejte, to vam težko pravzaprav točno povem. To je odvisno tudi od upravne enote. Po mojih izkušnjah tam nekje en mesec ali še kaj manj. Z odločbo skupaj se pa dobi tudi vrednotnica, kar je pravzaprav najpomembnejše, saj je vrednotnica tisti papir, da rečem, s katerim potem lahko dejansko pri dobavitelju tehničnih pripomočkov ta pripomoček tudi dobite.
Pa me zanima, ali lahko z vrednotnico kupiš tudi računalnik, telefon? Ja, z vrednotnico se lahko kupi računalnik, telefon, tablični računalnik, ker to so vsi te 3 pripomočki so na listi tehničnih pripomočkov in so seveda tudi gluhi imajo možnost, da te pripomočke uveljavljajo. Je pa res, da se te 3 pripomočki, to se pravi telefon, namizni računalnik in tablični računalnik, med seboj izključujejo, kar pomeni, da od teh 3 lahko izberete samo enega. Doba trajanja, se pravi, kdaj lahko ponovno uveljavljate, po 4 letih. Super, hvala lepa. Zanima pa me pravzaprav, kje je celoten seznam tehničnih pripomočkov, da se lahko ljudje seznanijo s tem, kaj jim je vse pravzaprav na voljo, poleg še telefona in pa računalnika. Glejte tako, lista tehničnih pripomočkov je del pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. To je v bistvu priloga. Če boste odtipkali na spletu samo lista tehničnih pripomočkov, vam bo prikazana ta lista, na kateri so vsi tehnični pripomočki, za katere ste lahko zaprosite. Morate biti pa previdni, zaradi tega, ker ta lista tehničnih pripomočkov vsebuje tako pripomočke za gluhe, naglušne, gluhoslepe, slepe in slabovidne. To je v bistvu napisano tle v 4. koloni, ker piše pogoji za pridobitev, to se pravi, tukaj morate pogledati, kateri pripomoček od teh, ki so na listi navedeni, vam dejansko lahko uveljavljate. Dobro, potem pa me zanima še, v kolikšni vrednosti krijete pripomoček. Zdaj tako, vrednost, do katere krijemo, je navedena tudi na listi, in sicer v zadnji koloni. Vendar pa je to najvišja vrednost, do katere pravzaprav se določen pripomoček sofinancira. Načelno krijemo 85% te vrednosti, vkolikor pa je upravičenec dobiva socialno podporo ali ima status invalida po bivšem družbenem varstvu oziroma zdaj po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, v tem primeru pa do 100%. To se pravi, recimo, če bi nek tehnični pripomoček bila vrednost z DDV-jem znesek 100 evrov, bi sofinancirali 85 evrov. Kje pa potem ta pripomoček lahko kupiš, dobiš? Ta pripomoček se lahko dobi pri vseh dobaviteljih tehničnih pripomočkov v Sloveniji. Zdaj bom rekla tako, na primer telefon, računalnik, to sami veste, da je ogromno teh dobaviteljev, ki pač te zadeve ponujajo, te artikle ponujajo. Kaj s tem? Neka elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom ali kakšen podoben, bolj bom rekla, poseben, ravno za populacijo gluhih pripomoček, to pa predpostavljam, da tolikšne ponudbe ni, je pač treba malo se pozanimati, verjetno najboljše, da se na zvezi pozanimate, kateri so ti dobavitelji ali na vašem medobčinskem društvu, kateri so ti dobavitelji, ki take, bom rekla, specialne pripomočke tudi dobavljajo in ponujajo. Pa me zanima, ali upravičenec dobi ta pripomoček takoj, ali mora kaj počakati? Torej, prideš v trgovino, računalnik izbereš. Načelno prideš v trgovino, računalnik izbereš, pustiš vrednotnico in to nekako je
bom rekla, zate, pač za osebo, uporabnika, zaključen postopek. Ker potem sam dobavitelj ureja naprej plačilo preko uradne upravne enote in ministrstva. Ravno zato sem vas vprašala, ker vem, da mora verjetno dobavitelj še urejati z ministrstvom, torej, kako ne rečem, povračilo stroškov oziroma plačilo pripomočka, zato me je zanimalo. Ampak človek pa takoj prevzame torej pripomoček, potem pa prodajalec ureja z vami. Tako je. Dobro, če slučajno kakšne zadeve ne bi imel, pa je pač dobavni rok, tukaj je pač dobavni rok, kot bom rekla, kot pri vseh ostalih stvareh, ki recimo jih želimo kupiti, pa nam povejo, da jih bomo šele čez en teden dobili. Ampak to ni odvisno od tega plačila, skratka načelno velja, da človek, ko pride k dobavitelju, da vrednotnico in odnese tehnični pripomoček. Na koliko let pa si upravičen do novega tehničnega pripomočka, če lahko morda izpostavite nekaj najbolj pogostih primerov za te pripomočke? Ja, že iz vašega vprašanja izhaja, da je doba, v kateri se lahko pač uveljavlja ponovno isti pripomoček, različna. Tudi ta doba se najde na listi, jo lahko vidite na listi, pa bom recimo rekla čisto, verjetno vas najbolj zanima mobitel, tablični računalnik, prenosni računalnik, doba je 4 leta. Potem, na primer, elektronska varuška je 5 let. Hišni zvonec, svetlobni hišni zvonec z alarmom recimo je 10 let. In potem zapestna ročna vibracijska ura je 10 let in podobno. No. Se pravi, nekateri so 5 let, nekateri 4 leta, odvisno tudi od tega, koliko je, bom rekla, hiter napredek pri novih tehničnih pripomočkih, vemo, da recimo računalniki se sigurno bistveno hitreje razvijajo in prej zastarajo, kot pa recimo elektronska varuška. Pa me zanima, to so pravzaprav tehnični pripomočki, ki se povezujejo z standardnimi slušnimi aparati. Takšne, ki bi se pa povezovali z nadstandardnimi slušnimi aparati, takšni pa niso na tem seznamu. Zdaj, glejte, bom rekla, kar se tiče polžkovega vsadka, recimo je tudi en nadstandardni in sicer FM sistem prilagojen za osebe s polžkovim vsadkom. V tem to je pač na listi pod številko 5. Tukaj je 6 let doba in pa za ta pridobitev tega pripomočka je potrebno tudi mnenje izvedenca, ampak to itak vam povejo že na upravni enoti, zaradi tega, ker je cena 1300, skratka vrednost jo povrnemo 1450 €. Drugače recimo so to tudi baterije za polžkov vsadek, do katerih ste upravičeni vsako leto in sicer za 450 € za eno uho, se pravi letno lahko 900 € za baterije obojestransko za obe ušesi. Kakšnih drugih pripomočkov za polžev vsadek pa ni na tem seznamu? Ne kakšnih drugih pripomočkov, ki bi bili prav izključno namenjeni, ne samo za polžev vsadek, pa ni. Izvolite, prosim, oprostite, ker sem prekinila. Ali se ta seznam kaj posodablja, torej kdaj pričakujete morda sejo sveta za tehnične pripomočke in ali sprejemate morda tudi želje za nove tehnične pripomočke? Poglejte, po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov je svet za tehnične pripomočke tisti, ki pravzaprav predlaga uvrstitev nekega pripomočka na samo listo.
Svet se sestaja vsako leto, moram priznati, da v lanskem letu se ni sestal, res je to malo tudi povezano z vsemi, bom rekla, epidemijo, z vsem, kar se je v lanskem letu tudi dogajalo. Drugače pa lahko zainteresirani pošljajo ali lahko tudi na svoja društva, na zvezo društev in potem pač ta društva in zveza predlagajo svetu, takrat, ko je pač svet sklican, lahko pa posamezniki tudi na ministrstvu pač predlagajo, kaj bi želeli, kakšen tehnični pripomoček in potem o teh tehničnih pripomočkih odloča svet. Moram reči, da smo veseli, če dobimo kakšno idejo, kaj, kako, namreč mi na ministrstvu nismo strokovnjaki, in tudi ne vemo, kako gre tehnologija naprej, kaj vse novega je možno, tako da take ideje so vedno dobrodošle. Iskreno se vam zahvaljujem, gospa Dular, za vaš čas in vse dragocene informacije.